Ja, lep pozdrav, dobro jutro vsem. Danes zjutraj, kot veste že od včeraj, sicer koordiniramo vse aktivnosti, ampak danes zjutraj smo se dobili, se pravi predstavniki civilne zaščite, poveljnik, načelnik uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, potem predstavniki elektrogospodarstva, se pravi vseh ljubljanskega, mariborskega, celjskega, gorenjska in pa primorskega, Gasilska zveza Slovenije, predsednik in pa poveljnik in pa seveda načelnik generalštaba in pa predstavniki Slovenske vojske, ki poskušamo v teh zadnjih dneh seveda zagotavljati na nek način sanacijo tistega, kar nam je narava prizadela. Stanje ni najbolj rožnato, nasprotno, v resnici gre za naravno katastrofo večjih razsežnosti. Po trenutnem podatku je na tleh 500 ton se pravi železja in pa daljnovodov in pa kablovja, kar seveda daje velik poudarek na odrezanost naših državljank in državljanov od električne energije. Po zadnjih podatkih imamo v Elektro Ljubljana izpada 70 tisoč gospodinjstev brez elektrike oziroma 1781 transformatorjev. Elektro Ljubljana se je povečala ta številka od včeraj, ker je prišlo na 41 tisoč gospodinjstev brez elektrike in več kot 1100 transformatorskih postaj. Elektro Celje 30 tisoč prebivalcev, 1250 transformatorskih postaj, Elektro Gorenjska 3800, Elektro Primorska pa 12682 oziroma 329 transformatorskih postaj, kar seveda daje, če zračunamo, je v bistvu 25% gospodinjstev odrezanih od električne energije in seveda delamo največ na tem, da bi to elektriko zagotovili. Zato smo zaprosili tudi za mednarodno pomoč, kot veste. Mednarodna pomoč preko tega centra za pomoč EU, solidarnostno pomoč, se je včeraj v rekordnem času so se odzvale kar par držav, med njimi Avstrija z 27 agregati, ki danes prihajajo v Republiko Slovenijo. In seveda govorimo o agregatih od 100 kW pa do 500 kW. Seveda je potem tudi Nemčija, danes ob 4 zjutraj je prišel ta prvi agregat 350 kW, ki je že preusmeren na Postojnsko. Kolegi pa so takoj po sestanku, ki smo ga imeli zjutraj na operativni ravni, razdelili tudi teh 27 ostalih plus 2, ki prihajata jutri iz Nemčije in en, ki prihaja iz Češke, 250 kW, so razdelili po Sloveniji, ker je treba zagotoviti posod energijo. Naj povem, da so prioritete zagotavljanja električne energije tistim, ki so najdlje brez elektrike. Se pravi, prioritetno bomo probali sanirati na področjih, kjer so ljudje najdlje brez električne energije. Potem seveda druga prioriteta je vodooskrba, se pravi tam, kjer rabimo črpalke usposobiti za črpanje pitne vode. In pa seveda potem pridejo na vrsto šole, domovi za upokojence, bolnice, ki sicer si zagotavljajo same, ampak kljub temu bomo pogledali tudi to. Samo za podatek, to bo tudi predstavniki civilne zaščite povedali, veliko ljudi je spraševalo, kaj če se bo to obdobje brez električne energije razvleklo, ljudje so na hladnem, tudi znotraj teh aktivnosti civilne zaščite je aktiviran tudi Rdeči križ, kjer se razmišlja tudi o možni namestitvi in pa prehrani. Kot veste pa vključena v zgodbo tudi Slovenska vojska, ki bo z svojimi vozili, ki premorejo jeti tudi na kakšen bolj oddaljen kraj, seveda lahko predvsem preverjala, kje je še kakšna potreba
kot drugo pa seveda tudi zagotavljala določene osnovne stvari, ki jih ljudje potrebujejo. Poziv, jaz bi dal kot minister poziv lokalnim skupnostim, da začno polno sodelovati z civilno zaščito. Kot veste, so oni eni tistih, ki morajo povedati tudi, kaj potrebujejo, in zato je seveda poziv lokalnim skupnostim, da začno polno sodelovati z centri za civilno zaščito. Prebivalcem pa seveda polagam na srce, da ne odpravljajo napak, ker je to smrtno nevarno. Namreč, da bi se sami lotili odpravljanja določenih napak, pretrganih žic, in pa seveda ta poziv še vedno velja, da ljudje naj ne hodijo pod seveda drevje, ki je še vedno preobremenjeno z ledom in je lahko smrtno nevarno. Obeti niso najbolj rožnati, o tem vam bojo povedali tudi iz elektrogospodarstva. Kot sem že prej rekel, je 500 ton konstrukcij na tleh. Za primerjavo, samo na Primorskem smo včeraj dobili podatek, da je na tleh 100 kilometrov vodnikov, da pa na letni ravni oni na leto se 50 kilometrov takih naredi. Pol veste, kakšne so razsežnosti, in zato je treba na nek način povedati tudi skrb, ki jo imamo, ali pa glede na podatke, ki jih imamo, da je možno, da ljudje ostanejo brez električne energije, saj predvsem govorimo o odročnih kmetijah, to ne velja toliko za strnjena naselja, da se lahko seveda to obdobje zavleče tudi na kak teden ali 14 dni. Seveda se pa jaz osebno kot minister pa bojim, da ne bi prišlo do kakšnega podobnega scenarija, ki je bil v Franciji, kjer so zadnjega uporabnika oskrbeli z električno energijo šele po 2 mesecih brez električne energije. Seveda jaz nočem s tem nič prejudicirati, moram se zahvaliti na tem mestu definitivno vsem deležnikom, od seveda ekipe svoje sodelavk in sodelavcev v Upravi Republike Slovenije za civilno zaščito, predstavnikov Slovenske vojske, gasilskim, poklicnim in nepoklicnim ekipam. Predvsem bi pa seveda želel se zahvaliti elektrogospodarstvu, ki v resnici dela dan in noč za to, da bi zagotovilo električno energijo in da bi to stanje, ki je, kot sem rekel, naravna katastrofa večjih razsežnosti, spravili vsaj v te okvirje, v katerih bi lahko državljanke in državljani Republike Slovenije lahko dobili to osnovno oskrbo z električno energijo. Na tej točki bi se ustavil in seveda predal besedo tudi svojim sogovornikom in potem bil pripravljen tudi odgovoriti na vaša eventualna vprašanja. Hvala lepa, gospod minister. Mogoče velik civilne zaščite najprej za poročilo. Hvala lepa. Tudi z moje strani eno dobro jutro. Jaz bi se poleg vseh tistih, ki se je minister že zahvalil, da jih ne ponavljam, zahvalil seveda tudi ministru, ki je prevzel inicijativo in je tudi dvignil ta problem na nivo vlade in kot vem ima sklican tudi sestanek z 4 ministri, ki se bodo seveda aktivno udeležili te sanacije in tega dogajanja. Bi pa povedal tudi to, kar je tudi minister nekako začel, da smo pred nekaj minutami pozvali vse občine, seveda preko naših regij, da prijavijo, če smem porabiti ta izraz, potrebe po pomoči, takšni ali drugačni, da jim lahko pomagamo z vsemi resursi, ki jih imamo na razpolago. Tukaj nam je veliko pomoč ponudila tudi Slovenska vojska in jaz mislim, da tiste stvari, ki je minister omenil na odročne kmetije, tam bo izključno napotena Slovenska vojska, ki zmore takšne transportne in pa druge kapacitete, da bo lahko oskrbela odrezane prebivalce. No, zdaj, kot je bilo rečeno, včeraj so se te razmere razširile na praktično celotno Slovenijo in teh območij je zdaj ratalo zelo veliko. Ampak z neko složno silo in složnim delom
tako vojsko, kot sem omenil, pa seveda našimi gasilci, ki jih je neprimerno številčno več, jaz mislim, da bomo lahko ta problem oskrbe, te oskrbe, ne mislim seveda na električno energijo, lahko zmogli, medtem ko bomo pa za električno energijo pa seveda zaupali našim kolegom, ki se jim še enkrat tudi jaz zahvaljujem, včeraj sem z njimi popoldne na terenu in to so nadčloveški napori, verjemte. Hvala. Hvala lepa. No, tukaj z nami sta še tudi predstavnika dveh elektrodistributerjev, gospod Uroš Blažica iz Elektro Primorska in gospod Andrej Ribič iz Elektro Ljubljana. Pa prosim, mogoče da bi predstavili, kakšne so razsežnosti, kakšne škode na Elektro Primorska. No, bom jaz najprej na hitro. Primorska je bila prva, bom rekel, prizadeta, ta val žleda in mraza je prva prizadel Primorsko, tako da smo že v petek, bom rekel, to začutili. V bistvu ni kaj dodati k temu, kar je bilo že povedano. Dejstvo je, da nam vremenske razmere niso prav preveč naklonjene. To, kar so ekipe delale zadnje 2 dni, se je sproti rušilo. Postojna, recimo mesto Postojna je bila 2-krat sanirana, pa bom rekel, to zadnjo noč si je ponovno prišlo do izpada, ki je bil že 2-krat saniran, tako da danes ekipe, bom rekel, tretjič vzpostavljajo, odpravljajo napake in poskušajo, bom rekel, Postojno vključiti v omrežje, tako da bo skrbljena z električno energijo do konca dneva. Drugače pa stanje tako kot je bilo povedano, 12.000 odjemalcev je še vedno brez električne energije, rešujemo zdaj s pomočjo vseh, bom rekel, ki so se vključili v to reševalno akcijo, rešujemo zadeve tako, da postavljamo agregate tam, kjer je le možno. Treba je pa ob tem mogoče povedati še to, da so ljudje, prebivalci izredno, bom rekel, strpni in se ob tem zahvaljujem. Razumejo situacijo, nam tudi pomagajo. Treba res se zahvaliti tudi vsem lokalnim skupnostim, civilni zaščiti, gasilcem, ki pomagajo, bom rekel, pri sanaciji teh težav. Razmere so težke in pričakujemo, da bomo potrebovali vsaj še nekaj dni, da vzpostavimo vsaj, bom rekel, neko začasno oskrbo z električno energijo. Sanacija omrežja, torej vzpostavitev prvotnega stanja bo pa trajala več mesecev ali tednov. Mogoče še zahvala tudi kolegom čez mejo, nam so, bom rekel, tudi italijanske distribucije priskočile na pomoč, tako da dobavljajo agregate in, bom rekel, v tej težavi se je izkazalo, da solidarnost nima meja in upamo, da bo tako do konca. Hvala lepa. Če mogoče kakšno stanje na področju, ki jo pokriva Elektro Ljubljana? Hvala. O stanju vas sproti obveščamo. Lahko rečem, da je približno tretjina odjemalcev na področju Elektro Ljubljane še vedno brez napetosti. Jaz upam, da bomo v grobem to stanje kmalu sanirali. Sanacija, kot so že kolegi povedali, bo trajala več mesecev. Pozivam prebivalce, da bodo strpni. Situacija je popolnoma pod kontrolo. Mi smo morali v prvi vrsti poskrbeti za varnost. Zdaj, ko se vremenske razmere izboljšujejo, so na terenu vse razpoložljive ekipe, ki so strokovne, znajo opravljati svoj del, so pa precej utrujene. In jaz mislim, da bomo v roku 14 dni postavili nekje sistem zasilno v obratovanje. Opozarjam, da bo ta sistem še dolgo časa, kot je že kolega povedal, obratoval v nekih izrednih okoliščinah, da ga bomo vrnili v prvotno stanje, bo potrebno kar nekaj mesecev in zato še enkrat apeliram na prebivalce, da se izogibajo mest, kjer so pretrgani vodniki, da pustijo to strokovnim službam. Sam pa obljubljam, tako kot sem že rekel, da si bomo prizadevali, da bo ta sistem zelo hiter nazaj v funkciji. Hvala. Hvala lepa. No, na terenu je tudi že nekaj dni tudi Slovenska vojska, tako da prosim še načelnika za kratko poročilo. Lep pozdrav še z moje strani. Slovenska vojska je intenzivno pripravila materialna sredstva od helikopterja, agregatov, prevoznih sredstev, sredstev za zagotavljanje hrane, kot tudi moštva za podporo zaščite in reševanja. Poleg tega smo tudi že nekaj dni skladno z usmeritvami zaščite in reševanja v lokalni skupnosti, kjer analiziramo potrebe in pošiljamo podatke v republiško upravo in zdaj pričakujemo, da se naredi celovit načrt, ker bo Slovenska vojska lahko podprla aktivnosti zaščite in reševanja pri reševanju tegob naših ljudi. Vse dni so na terenu tudi seveda slovenski gasilci, s nami je tudi predsednik Gasilske zveze, gospod Jakša, pa mogoče še poročilo z njegove strani.
Lep pozdrav v imenu slovenskih prostovoljnih gasilcev. Naše enote so od petka na terenu in do sedaj je po ocenah sodelovalo v pomoči in reševanju že skoraj 10.000 prostovoljnih gasilcev. Na terenu smo danes in bomo. Bi pa morda opozoril, vsi, ki potrebujejo pomoč, naj se obrnejo na številko 112, kajti če ne bo pomoč tekala organizirano preko enega mesta, preko civilne zaščite, bo zato prišlo lahko do neljubih stvari. Torej, kdo rabi našo pomoč, se obrne 112 in ne kar direktno, zato da bo koordinirano. Naše delo poteka na terenu in tukaj bi upozoril vse, ki prihajajo v stik, kot je bilo že rečeno, z vodniki in podrtim drevjem, da vkolikor res niso profesionalci, nimajo ustrezne opreme, niso psihofizično pripravljeni, to prepustijo našim ekipam ali ekipam sekačev, kajti izdelava podrtega drevja je najnevažnejše delo in vsaka poškodba je odveč. Bomo pa sodelovali in tako kot vedno nudili našim državljanom in državljankam pomoč in to v okviru solidarnosti in prostovoljstva, kar je naše vodilo. Hvala. Hvala lepo, gospod Jakša. Na koncu bi še prosil generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščitno reševanje, da nam nekoliko pojasni, kako poteka koordinacija pomoči oziroma v bistvu dobava teh agregatov na terenu in ostalih sredstev, ki so pač potrebno v tem. Hvala, Aleš. Tudi lep pozdrav za moje strani, kot ste bili že včeraj izvedeli oziroma kot smo že včeraj napovedali, je bil danes izveden ta sestanek z predstavniki elektrodistribucijskih podjetij. Namreč glede na razpoložljivo količino agregatov, ki so prišli iz mednarodne pomoči, to je teh 31 agregatov in ostalih agregatov, katere smo dobili na razpolago, smo se z predstavniki teh elektrodistribucijskih podjetij dogovorili, da bodo na ljubljansko območje razdeljenih 13 agregatov, na mariborskem območju 15 agregatov, na področju obalno-kraške regije oziroma Postojne 13, na območju zahodno-štajerske oziroma celjske regije 14 in pa na območju Kranja 3 agregati. Prvi 4 agregati, ki so nam jih dostavili Nemci in pa Čehi, so že na poti v Postojni oziroma bi že morali biti v Postojni, do 11. ure prihajajo pa ostali kontingenti iz Republike Avstrije. Hvala lepa. Hvala lepa. Verjetno imate kar nekaj vprašanj, tako da bi kar prosil, če sogovornikom odgovorili na tisto. Izvolite. Staša Loharkova, tudi zdaj zanima me, če je bilo slučajno kaj poškodovanje, pa ljudje spoštujejo ta navodila, se, mislim, tudi med fizikom vzdržujejo, ne, je bilo poškodovanje, pa glede Rdečega križa, me tudi zanima, a morajo ljudje sami poiskati pač pomoč, ali kako bo zdaj s to, mislim, verjete nekaj predvsem takšnih, ki pač to pomoč Rdečega križa potrebujemo. Kaj ste se dogovorili? No, poškodb med prebivalstvom seveda ne vodimo mi kot evidenčno, ampak je to zdravstvo. Pri reševalcih in pa pri elektrodistributerjih, kot je zadnji podatki, nesrečo nimamo še nobene poškodbe in upam, da jo tudi ne bomo imeli z pametnim delom. Kar se pa tiče Rdečega križa, je bil aktiviran že pred včerajšnjim. Oni so se organizirali seveda po teh njihovih občinskih organizacijah, hodijo do prebivalcev, seveda pa tudi pričakujejo pozive ali pa bom rekel zahtevke za pomoč. Poznajo seveda te posebne skupine ljudi, tako da jaz mislim in predvidevam, da na tem področju ne bi smelo biti težav. Kam pa ste razporedili sile iz Avstrije, gasilce iz Avstrije? Kako? Že veste, kam boste razporedili gasilce iz Avstrije oziroma iz drugih držav? Ne, sej ne gre za gasilce, gre za agregate in te agregati imajo zraven tudi ekipe za priklop. Te, kot je direktor povedal, 4 gredo trenutno v Postojno, vse ostalo je pa razdeljeno po dogovoru z vsemi elektropodjetji, tako da v nadaljnih danes in pa seveda v nadaljnih dneh. Po prioritetah. Po prioritetah. Za kakšno pomoč iz tujine ali še zmorete s svojimi ljudmi? Ne, sil ne potrebujemo. Imamo vojsko, imamo gasilce. Moram reči, da seveda imamo dovolj aktiviranih, je trenutno, mislim, da nekaj čez 7600 pripadnic in pripadnikov civilne zaščite in tega, tako da v bistvu, kar se tega tiče, ni potreb, da bi
tudi Slovenska vojska je na razpolago, veste, da jih imamo kar nekaj še v pripravljenosti, da lahko pomaga. Je pa mogoče na tem mestu za reči, predvsem kar se tiče gasilstva, da seveda pozivam, ne morem drugače kot pa seveda pozvati delodajalce, da seveda pustijo delavce, ki so člani oziroma prostovoljni gasilci, da pomagajo ljudem, ker pač imamo neke informacije, da nekateri zaradi delovnih procesov, kar seveda razumem, tega ne morejo storiti, ampak vsekakor je ta poziv namenjen seveda tudi tistim, ki zaposlujejo nepoklicne gasilce in seveda, da jim omogočijo na nek način, da grejo solidarnostno pomagati ljudem tudi na terenu. Jaz mislim, da seveda z gasilci, z Rdečim križem, z vojsko, z pripadniki civilne zaščite, z vsem tem naborom ljudi, mislim, da lahko zagotovimo sanacijo tega. Je pa seveda ne gre za neko naravno katastrofo večjih razsežnosti, kot so poplave ali potresi, kjer je potrebna večja fizična prisotnost ljudi, gre za elektriko in tukaj je seveda zelo pomembno, koliko ljudi lahko zagotovi elektrogospodarstvo in pa ali ima na razpolago seveda tudi materialna sredstva, govorim seveda o drogovih, ki so bili polomljeni, da to nadomesti. In tam se bo bolj kazalo, ali imamo kapacitet, se pravi ta human resources, pa tudi materialnih sredstev dovolj, da zagotovimo obnovo teh daljnovodov. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Lahko še malo denarja, že gledamo zadnje ocene škode, a imamo denar za vse te kable, za vse, kar bi štrika? No, ocena škode še ni narejena, zato je poveljnik civilne zaščite povedal, da se ob 11. uri dobimo tudi resorni ministri, dobimo se tukaj ob 11. z kolegom Židanom, kolegom Omerzelom in kolegom Pikalo, da seveda pogledamo, kako bo. Veste, da je ocena škode se deli med ministrstvo, ne govorim ocena škode, ampak kdo je akter v ocenjevanju škode, seveda Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za kmetijstvo, ampak v tej fazi seveda še nismo sprožili teh mehanizmov, bomo pa seveda paralelno ob rekonstrukciji te elektrogospodarstva bomo seveda delali tudi to, kot veste, vkolikor bo ta ocenjena škoda presegala določen limit, smo upravičeni zaprositi, podobno kot smo zaprosili pri poplavah tudi za denarna sredstva Evropske unije, se pravi fonda za pomoč pri naravnih nesrečah. Morda, če še dodam, še vprašanje, ki se je nanašalo na elektrogospodarstvo. V elektrogospodarstvu imamo nekaj rezerve, vsa bo izkoriščena, v bistvu nas ni strah, tukaj ne bomo gledali, koliko kaj stane in kdaj bomo to plačali, predvsem moramo zagotoviti normalno delo gospodarstva, kajti posredna škoda je lahko veliko večja. Ostalo škoda se bo ugotavljala v nekaj naslednjih tednih in mesecih in z tega zornega kota se ne bati. Tukaj bomo dali v bistvu v najkrajšem možnem času bo sistem saniran. Še kakšno vprašanje? Še mastno predvsem, zakaj to še niso izredne razmere, oziroma kaj bi se moralo še zgoditi, da bi razglasili izredne razmere? Izredne razmere v elektrogospodarstvu so bile prvi dan, ko je nastala ta naravna nesreča. Mislim pa, da za ostale izredne razmere pa mislim, da ni potrebno. Če smem dopolniti, po naši zakonodaji izredne razmere razglaša parlament in to je, ko je ogrožen obstoj države, ne za take situacije. Seveda so to izredne razmere drugega pomena, ampak razglasa nimamo predvidenega po ustavi za ta namen. Lahko še glede skupinsko skrbe, mogoče težišče, in to, kot je omenil gospod Jakeč, za pomočnost. Kakšne so potrebe v območju Postojne Pivke za skupinsko skrbe? No, kot sem prej rekel, niste me pozorno poslušali, pozvali smo, ker so občine nekatere, ne smem reči vse občine, malo pasivne, smo pozvali zdaj vse občine, da prijavijo potrebe
tudi takšne oblike potreb in mi bomo potem te potrebe preko teh struktur, ki jih zajemamo, uredili, da bodo potem zadoščene. No, ni nobena odločitev, gre za samo nabor potreb, to bo danes in mi bomo odreagirali takoj, kot pravi, imamo na terenu Rdeči križ, jaz sem sklical tudi opoldne sejo štaba, v katerem imamo tudi sekretarja Rdečega križa in pa seveda tudi so ostale strukture, ker bomo potem dali še posebne usmeritve. No, ampak da ne bo izgledalo, da seveda v tem smislu nismo že vnaprej razmišljali, predvidena je, ker ste vprašali direktno za Postojno, predvidena je ena od telovadnic v eni od 2 srednjih šol, ki se lahko v zelo hitrem času spremeni kot seveda zbirni center, kjer bi lahko ljudje prišli na toplo, tudi eventualno tam prespali, predvsem pa bili seveda tudi deležni toplih obrokov. Tako da stvar funkcionira, ampak kot je rekel že poveljnik, imamo na nek način težavo, ker je sistem tako imenovanega obveščanja in zbiranja podatkov in informacij o potrebah mora priti seveda tudi strani lokalne skupnosti, zato je bil moj poziv in tudi poziv poveljnika, da lokalne skupnosti začnejo polno sodelovati z predstavniki civilne zaščite.